Uber! Vsi poznamo Uber. In ne, to ni tisto, kar ti rečejo v Brdih, ko hočejo, da jim ubereš grozdje. To je tisto, ko rabiš taksi, ampak se ne bi rad vozil s človekom, ki že 20 let vozi ljudi in pozna mesto v nulo, ampak z nekom, ki je glih včeraj odprl SP, kupil Garmin, pa avto od mame sposodil. No, London se je ta teden odločil, da Uberju ne bo več dovolil opravljati svojih storitev v mestu. TfL's concerns relate to four main areas. Uber's approach to the reporting of serious criminal offences, such as sexual assaults by its drivers, for which it's been criticised by the Metropolitan Police, the way the company performs background checks on its drivers, and the way it obtains medical certificates. Težava so torej šušmarjenje, neodgovornost in celo spolni napadi. Se pravi, Uber ni lih nekaj, kar bi mi morali imeti v Sloveniji, ne? Tle se motimo. Glih zato ga hočemo imeti v Sloveniji, kjer vsi govorijo, da je slab. Natančneje SDS ga hoče imeti. Itak. Kjera druga stranka bo pa navdušena nad storitvijo, ki je ime Uber in izkorišča ljudi. Grem staviti, da si bo Žan Mahnič tiho predstavljal, da ko je v Uber taksiju, da je Ubermensch. Ker jaz sem ziher, da spodbujanje podjetništva, o katerem govori Žan, ni glavni razlog za željo po Uberju. Mahnič je sam sit, da mu noben taksist več ne ustavi, ker se boji, da mu kaj vkrav. Med drugim je Mahnič tudi rekel, da SDS s tem odpira delitveno ekonomijo, ker če SDS kaj rada dela, je to delitev. Je pa zelo lepo, da je Janša resno vzel težave, ki jih prinaša pokvarjen Volvo. To je dokaz, da je odrasel in odgovoren moški, ki ne bo dovolil, da bi zaradi pokvarjenega avtomobila moral prestaviti sojenje. Čeprav pa sej to, da Slovenci vzamemo točen tist, za kar tujina pravi, da je slabo, to ni nekaj novega. Ko so nam vsi govorili, da bolonjski sistem ni dober, smo ga uvedli s svetlobno hitrostjo. In ko so govorili, da Placido Domingo ne zna več pet, smo ga v Stožice poklicali. Ampak smo pa dobili popust, to je pa tako nekaj. Iz Amerike pa prihaja novica, da je končno pobralo starega psihopata, ki ga je sovražila vsa država. Brez skrbi, gospa Trump je še živ. Jokat se je začela. Je pa v svoj apartma v peklu šel Mansonov Charlie. Umrl je zloglasni ameriški zapornik Charles Manson, zločinec, ki je kot vodja kulta konec 60-ih izpeljal vrsto okrutnih umorov. Ja, enega najbolj priljubljenih, mogoče ni ta prava beseda, enega najbolj zloglasnih vodij kulta je ta teden pobralo pri 83 letih. Manson je bil zaradi 7 umorov obsojen na 9 zaporednih dosmrtnih ječ. Dobro, eno je zdaj ob delu, 8 mu je še ostane. In zdaj, ko ga ni več, ima Amerika velik problem. Kdo bo kandidiral za predsednika leta 2020? Kandidata, ki je bil edino logično nadaljevanje ameriške politike, je zdaj pobral. No, pa ste vedeli, da je bil Manson ne samo navaden kriminalec, a ste vedeli, da je pisal tudi besedila za pop pesmi? Your home is where you're happy. It's not where you're not free. Your home is where you can be what you are, 'cause you were just born to be. Jaz bi mu dal še eno dosmrtno za ta komad. Tvoj dom je tam, kjer si lahko tisto, kar si. Recimo vodja kulta. V bistvu je bil Charlie sam nerazumljen umetnik. Tako kot Hitler. Ali pa Siddharta. To je v bistvu tako, kot bi Metod Trobec pisal besedila za čuke. Pa mal zakurmo, pa porinmo jo not. No je pa nekaj res, zdaj, ko je Manson mrtev, je končno spet sprejemljivo, da imaš na čelu vgraviran Hakenkreuz. To je pa tudi res. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!